sodelovali v italijanski vojski med drugo svetovno vojno, ki so bili potem zajeti od zaveznikov in so se odločili, da bojo šli pomagati svoji pravi domovini, to je Jugoslaviji, ki je bila okupirana. So prišli sem med partizane in bili tukaj obravnavani kot špijoni ali vsaj potencialni špijoni in jih je, kaj vem koliko, blizu 30, malo manj, izginilo že med vojno ali po vojno, ker so jih likvidirali, ustrelili. Ta zgodba, upam, da bo kdaj tudi knjiga, je izjemnega pomena, po moji presoji. Škoda bi bilo, da bi ostajala samo v člankih in nekih fotokopijah, ker jih je za zajetni šop. V zadnjem času je meni zbudilo posebno pozornost kaj? Gotov anatomija umora v Rosetijevi ulici. To je bilo izredno pomembno dejanje. V najnovejšem času pa sem si izbrala dve zgodbi. Ena je osupljiva zgodba o gospodu Lavrenčiču, ki je živel v Španiji in vam jo toplo priporočam. Mož je namreč naredil tudi načrte za ene zapore in ker mene zapori posebej zanimajo, sem komaj vrnila svojim očem, ko sem v besedi in v slikah videla, kaj in kako je to bilo. To je objavljeno v tej številki. In v zadnji številki poročilo oziroma članek o spomini gospe Danev, ki je imela kot ljudje njene generacije ponavadi zelo živahno in dramatično, pogosto težko usodo, ki se je dobro iztekla. Hvala Bogu se je dobro iztekla, ker se je v Trstu lažje več dramatičnih zgodb dobro izteklo in je o tem napisala spomine. Tudi to, upam, da je tamle je na začetku. O tem bi vsi recimo že nekaj napisati, sem pa vesela, da sem lahko vsaj spregovorila. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ta krog smo zaokrožili, ampak seveda imate zdaj besedo tudi vi. V dvorani je veliko še sodelavcev, članov uredništva, tudi pa sodelavcev iz Matične Slovenije, bralcev ali drugih, ki se zanimate za te zadeve. Tako da, če želi kdo kaj povedati ali vprašati, ampak tudi povedati čisto samostojno, ne da bi spraševal nas tukaj, zdaj je priložnost. Prosim.